Pokazali vam bomo primer odličnega družinskega medgeneracijskega sodelovanja, pri katerem so tudi starši poskrbeli za svoje udobno bivanje. Odločili so se, da na zrela leta ne potrebujejo več toliko kvadratnih metrov, zato so zgornjo etažo hiše odstopili sinu. Spodaj pa si za svoja še vedno zelo aktivna leta uredili dovršeno in dinamično stanovanje, v katerem je vsega ravno prav. Tale pianino je lastnica stanovanja igrala že kot otrok in ravno ta inštrument je med drugim narekoval smernice za prenovo tega zares simpatičnega stanovanja. Pamela in Blanka, pozdravljeni. Blanka, vi tukaj živite. Povejte mi, kakšna je zgodba vaše hiše oziroma tega vašega prenovljenega stanovanja? Ja, to hišo sem jaz podedovala od staršev. Z možem sva živela prej v enem drugem, večjem stanovanju in je prišla do situacije, da sta potrebovala tudi stanovanje moja hčerka in sin, oba sta poročena. Ker je pa danes zelo težko priti do stanovanja, mladi zelo težko, če jim mi, starejši, ne pomagamo. Krediti so dragi in nekako se z možem sva se odločila, da to hišo prenovimo na ta način, da pač ta prvo visoko pritličje prenovimo za naju, zgoraj za sina. Hčerka pa potem je odšla v najino stanovanje, ki je bilo dosti večje, 100 kvadratov. Tako, kot so moji starši meni pomagali, da mi pomagamo otrokom. Pa tudi to, kar je v zadnjem času poslušamo, koliko je veliko stanovanj praznih, koliko je hiš praznih, da se ljudje ne odločijo, da nekako to medgeneracijsko sodelujemo in da si pomagamo, ne. Pamela, in vam kot arhitektki oziroma vašemu studiu pa je bila zaupana ta prenova. Kakšno je bilo prej stanje, na kaj ste najprej naleteli, koliko je bilo začetnega potencijala? Potencijala je bilo ogromno, tudi prostori so bili zelo dobro ohranjeni, ampak ker smo jim spremenili namembnost, vse skupaj malo naokoli obrnili, smo seveda tudi opremo osvežili in jo prilagodili željam naročnikov, seveda. Je bilo treba dosti podirati, moralo kaj iti ven, se je tloris spremenil? Tloris se je malenko spremenil, ni bilo pa potrebno veliko podirati zidov. Predvsem se je stranišče, manjše stranišče, ki je bilo prej na desni strani pri predprostoru, smo ga praktično razširili v večjo in funkcionalno kopalnico, ki hkrati služi tudi kot mali utility. Pamela, in kakšne specifične želje sta imela naročnika? Kaj je bilo nujno? V prvi vrsti je bil to kamin, ki ga prej ni bilo. Bil je seveda dimnik pripravljen, ampak je bilo potrebno zamenjati le tuljavo, če se prav spomnim. In smo ga potem namestili tukaj v osrčju tega osrednjega glavnega prostora. Potem želela sta tudi ohraniti parket, ki se je le malo obnovil, pa tudi želela sta si nek pisarniški prostor za občasno uporabo. Ampak se mi zdi pa, da jim je bilo najbolj pomembnejše, da se ohranijo določeni elementi, kot so na primer zbirka slik, ki jo je v večini poslikal oče naročnice, in pa tudi sedežna garnitura ter pianino, ki sta tudi narekovala potem barvno paleto skozi celotno prenovo. Kot rečeno, kakšnih večjih gradbenih posegov tu ni bilo. Zazidali so okno v spalnici in naredili preboj stene v dnevnem prostoru. Kjer so bila nekoč okna in balkonska vrata, je zdaj velika panoramska stena s pogledom, ki bivalni prostor poveže z vrtom. Slednji je bil nekoč dostopen le z zunanje strani. Balkon deluje kot mini terasa, ki je s stopnicami povezana z vrtom, da se med kuhanjem hitro skoči na vrt po sveža zelišča. Pamela, kako ste si zamislili kopalnico? Kopalnico smo si zamislili predvsem igrivo, malo bolj, kot so ostali prostori v stanovanju. Tudi iskali smo nekaj malo bolj živahnega, kot so teraco, ozorčki, ker se nam je zdelo, da bi bilo to sploh naši naročnici najbolj všeč. Kopalnica ni preveč igriva. Ne, je pa zanimivo to, ko prijateljice pridejo in vidijo,
roza kopalnica, kako dober. Ampak je pač tako izpadlo, odlično, no? Zelo lepo. In spalnica, kaj je novega v spalnici, kaj jo zaznamuje? Predvsem veliko shranjevalnih površin, to je bil nekak cilj, tako da smo poleg ogradne omare naredili še most iz visečih omaric nad posteljo in pa tudi dodatni predalniki za čevlje in pa tudi dva predala dodatna sta pod posteljo za posteljnino, vedno prav pride. Kateri materiali prevladujejo v tem stanovanju, zakaj vse ste se odločili? Kot osnova je bil, se pravi, ohranjen parket, tako da nam je služil kot neke vrste kanvas, na katerega smo potem aplicirali tudi iveral v kašmir sivi, kamen v temno sivi, ter da smo malo posvetlili kuhinjo, tudi tehnični kamen v videzu marmarja s sivimi in zlatimi žiljami. Pri čemer so pa zelo pomembna tale linijska svetila, ki jih sicer tudi veliko vidimo, razna ambientalna. Absolutno. Veliko naredijo na ambientu, lahko so prižgane tudi takrat, ko tehnične oziroma servisne luči ne želimo imeti, da nam svetijo v oči, in pa tudi narejena kaskadica z linijsko osvetlitvijo lepo poveže prostor v neko enovito celoto, pa še skrije nam karniso od zavest, tako da ekstra plus. Na steni je še ena zelo lepa, zanimiva stenska ura. Ima tudi ta kakšno zgodbo? Ja, to ima tudi vrednost. To je pa ura od mojih prastaršev. Je stara čez, jaz mislim, kakšnih 150 let. Sicer ne funkcionira, ker zvoni, ker to je, mislim, na 4 ure je ustavljena, ampak tako, no. Lep komad za v prostor. Vi ste jo ustavili, ona bi sicer lahko še delala? Ja, bi delala, saj restaurirana, restaurirana sam, nekako ne želim si tega zvonjenja vsake 4 ure. Ja, človek prej očitno ve, da čas mineva. Tako, hitro, ja.